v sončnem siju blesteče se Alpe ne skrivajo v sebi vse lepote narave. Ne le na zasneženem ledeniku, na krhkem robu in polici lahko drzni mož pokaže svoj pogum, svojo spretnost. Enakovredno gornjemu svetu se postavi v vrsto prepirljivk za nagrado lepote temna sestra, podzemlje. Kdor je, sprehajajoč se po njenih katakombah, zagledal nje čudovite oblike, dela tisočletij, ta bo začutil privlak temačnih prostorov, v katerih pričara si svetlobe očesu čudovite, neslutene podobe. Kot od draguljev se bleščijo tisočkratno tla. Kakšna nasprotja nam kažejo temni prostori? Od komaj zaznavnega oglašanja padajočih vodnih kapljic, ki neutrudno gradijo kapnike naprej v prostoru grobne tišine, do grmečega bobnenja vodnih jam, v katere se vali visoka voda in omaja tla. Ker boš pripravila kaj za jest? Peter, kaj? No, moramo kaj zaslužiti. Si rešil štali? Ma vse je poštimano, je pohrabljeno, cenu in vse. Si ne bojo krave? Sem, pomozli smo vse. Ja, in bavcem si dal bavcem. Tudi? Ja, prav. Ne vem, skozi to lukno. Bomo Ne, stala sama in kje bo? A se zaslužimo, se je dober solt, je dober solt. ali vešli. Evo ja, naprej. Grejo? Hudej. Ja, kako pa si je? Bog dal, dober dan. Hudej. Alo, ti so štriki zopri? Vseh štriki so tle. Ja. Je bil dober, ne, je že vse postrbo, jedino vse počešet. Vemo, ki je ura cajt. Rito. Dobro, ala, vešmo. Srečno. Srečno. Astite, da ne padeš, veš? Da se ti nekaj spodrsne v kakšnem kraju. Zato ker je mokro. Ja. Nasvidenje. Mukoma se prebijamo do vhoda v jamo in v strahovanju od daljnega besnenja podzemnih slapov si priznamo, da mora biti raziskovanje jam v Škocjanu resna zadeva. Čolni, dvojna korita, ki so podobna paru skupaj privitih kašt, ne navdajajo z velikim zaupanjem. Sredi velikih priprav, ki so bile namenjene prehodu padca 6. slapu, je nastopil 6. marca 1851 dež in povišal reko. Vse tri čolne, plohe in naprave je odnesla narasla reka s sabo in Šmidlovim preiskavam je bil s tem povzročen nenaden konec za polnih 33 let. Rudarski mojster Hanke, neustrašen, poln nikoli utrudljive dejavne moči, prvi pri napredovanju, zadnji pri vrnitvi, tak je stal na našem čelu in nas vodil k skupnim uspehom. Železni klini se zabijajo v skale, ki bi naj služili za pritrjevanje čolna. Na enega takšnega je obešena vrvna lestev in Hanke se spusti navzdol, da razišče, kako izgleda v globini. S tesnobo ga vidimo izginiti v temačni tesni, iz katere voda neprestano dviguje pršeč dež. Sviščeče in razpenjeno se pripravlja spodaj, videti je, kot da bi reka metala z dvakratno močjo svoje valove v ožino, da bi zaščitila neoskrunjen kraj pred objestnimi vsiljivci. Med raziskovanjem je naša stalna sopotnica življenjska nevarnost, ki se nam obeša za pete in s svojo mračno podobo zatemnjuje našo pot. Za našimi hrbti pošastno reži nevarnost nenadne povodni, ki bi nas pogubila, vendar pa z nami držijo nevidni sopotniki, ki nas varujejo, ki v bran dvigujejo svoj ščit in so nas doslej srečno vodili skozi vse nevarnosti. Ti sopotniki so naša samozavest, previdnost in trdno prepričanje, da smo pripravljeni. Vsi za enega in eden za vse. Ogroženo osebo rešiti nadloge in stiske.
Domačini so bili vešči klesanja in kopanja. Včasih so opremili pot samo zaradi tega, da so lahko gospodje s Trsta preplezali do novih prostorov, pomerili in poimenovali rove. Drž me, da ne zdrsnem. Pazi, drž me. S prekopavanjem so odkrivali kapniške dvorane in jih poimenovali po eminentnih članih planinskega društva, čeprav le-ti seveda niso kopali ilovice in klesali stopnic. Ala možje, gremo tle čez. Daljno šumenje slapov že udarja na naše uho. Pozornost je nenehno usmerjena v kamnita tla, da ne naredimo napačnega koraka. Tle bomo pet zapali, da vidimo, koliko je globoko. Daj mi vahan. V polmraku se svetlijo v nesluteno višino stene svoda z odprtostjo presegajoč največjo dvorano. Očesu se odpre obilje svetlobnih pojavov. Tla se zdi, da se majajo pod nogami. Vstopajočega obide ob pogledu te demonične slike slutnja o naporih in nevarnostih, katerim so izpostavljeni drzni vsiljivci. Josip, daj mi roko. Zahrbtno preži pogubljenje 100-kratno na raziskovalca, ki se žene naprej po gladki, mokri, sigasti površini preko prepadov ali v krhkem čolnu v neznane globeli. Napačen korak in besneča voda ga ugrabi nerešljivo v had. S svojimi tovariši se že spet spuščam v neizmerno globel temnih prepadov. To so nepozabni trenutki, ko zazvenijo ukazi za napredovanje. Vsaka misel na očividno življenjsko nevarnost se razblini. Pri nadaljnem prodiranju nas vedno bolj in bolj ogrinja mrak. Prižgejo se bakle, ki s svojim rdečim sijem še povečajo čarobne odzive. Dejte, pržgite še svojo baklo. Ma dobro gorijo, je puhno smole. Globoko v hrib prodira skozi somrak pogled, tisoči polagoma v noči razblinjeni stalaktiti okrašujejo strop. Polašča se nas raziskovalna vročica. Redko daje kakšna jama takšen veličasten vtis kot ta mračno-resnobni prostor. Anton Tomaž Hanke, po rodu Čeh in spoštovani raziskovalec Krasa, 1889. leta organizira priprave za raziskovanje Kačne jame. Moramo poskusiti videti, če dela. Grem jaz dol. Gregor Žiberna, goreč jamar, zaveden Slovenec in posebnež iz Divače, Hankeja prehiti in se s pomočjo domačinov z vitlom spusti v Kačno jamo. Se mi vrti, počasi, počasi, zlahka. Bo treba še štri. Ob spustu se vrv odvija in začne ga vrteti. S skrajnimi močmi in omotičen doseže dno ter prehiti Hankeja. Sem važno, da pridem jaz jamo prvi, pred tujci. Zato, ker je naša. Žiberno imenovanega Tentava psihoanalitik Sigmund Freud opiše kot največjega lumpa v Divači, polnega humorja, zanesljivega, a omamljenega od pijače, in kot nevrotika, ki češ da njegova osvajanja jam predstavljajo njegov erotični ekvivalent. Hanke, nejevoljen, tudi sam doseže dno takrat ene najglobjih jam na svetu, 214 metrov globokega brezna Kačne jame, ki še dandanes vzbuja strahospoštovanje. Pomagaj, Jože! Kaj?
kaj bilo? Aj, mina v jami. Mina. Pri napornih raziskavah in po 16 odpravah v 7 letih Hanke razišče večino kačne in škocjanskih jam. Kljub izjemnemu naporu domačinov se jame ne približajo dovolj Trstu, kjer so hoteli črpati vodo za vodovod. Na več mestih nadaljevanja jam in rovov ne najdejo. Pregledajo vsako možnost tudi v kaminih, a na koncu morajo odnehati. Hanke izdela zemljevida škocjanskih jam in kačne jame ter jo predstavi svojim somišljenikom primorske sekcije Nemško-avstrijskega planinskega društva v Trstu. Končno s sodelavci Mariničem in Millerjem ter domačini 5. septembra 1890 doseže zadnjo dvorano v škocjanskih jamah. Hanke zaradi naporov raziskovanj in posledic, ki so načele njegovo zdravje, sredi največjega dela v Trstu konec 1891. leta umre. Na željo družine in prijateljev ga pokopljejo na pokopališču v Škocjanu nad škocjanskimi jamami. Drži, da organ sveča, daj. Dobro je. Opa! No, beži, gremo hitro v kapenco, ker se že modi. Komaj kdo jo je že obiskal, samo redki so poznali in častili njeno posebno mračno lepoto in poiskali ta hladen prostor. Vse belo, to je pa res ta prava kapenca. Vidi, biseri, nekaj hodiš. Skrivnostno se izgubljajo drug za drugim v temino jame tisoči koničastih stalaktitov, ki štrlijo od stropa. Narava je tukaj ustvarila v najbolj čudežnih oblikah vse mogoče domišljijske podobe. Če v ozadju zaplameni ostra svetloba, se zdi, da pogledamo v ognjeno žrelo pošastne živali, ki je posejano z zobmi. Franz Kraus. 84 do 87. S Putikom sta vandrala. Aha, Putik, vidim. Nebo sveti. Zdaj se bom pa še jaz podpisal. Spomin na pogumne, drzne može pa bo v Škocjanu živel naprej. Kjer jame in dvorane poveličujejo imena zaslužnih raziskovalcev in delo domačinov. Dvanajst kilometrov jamskih poti, preplavani sifoni in novi deli jam. Dediščina, ki ne nastane sama od sebe, temveč je zanjo potrebno veliko žrtvovati. Tudi zato so danes škocjanske jame svetovno priznana naravna in kulturna dediščina, vpisana v seznam pri UNESCO.